štere so zdaj tudi naprej videli, ne jih to moje, ampak je od suzne sestre Sabine. Malo smo se obučavali, ko bi lepo hodili dve ruki, pa smo to videli, kaj to je zelo da nizkoga najbližja relacija, to kadar je možno, da u nas zunome tudi ti. Kako ste? V redu, samo lepo, da spet vidite. Jaz sem dve temi v bistvu imel, štere sem se pripravil za te den in ko je meni zadnje čase, tako se postavlja vprašanje, koga mi poslušamo oziroma kome mi zavipamo. Če idemo skozi celo Božjo besedo, lahko bi zdaj tudi dosta primerov vzeli, ampak na kratko. Od samega začetka Adam in Eva sta poslušala Božji glas, dobra sta jasna navodila, živela sta nekaj časa, znamo, da je Bog hodil k njima, se z njima sprehajal, imeli so skupnost in enkrat se je zgodilo, da sta poslušala glas koče, hudiča jo zapelo. Znamo posledice vsega tega. Ko idemo na Mojzesa, ste že razmišljali, da što je najbolje vplivalo na Mojzesa? Ja, delno. Jaz sem tako razmišljal, da zelo veliki vpliv je imela njegova mama, kljub temu, da je bila uradno njegova dojelja, ne? Ampak jaz verim, da je v njega vcepila tiste osnovne resnice, katere je on znal od samega otroštva, tudi kasneje, da je prišlo v egipčansko šolo, se naukal v tistih velikih navčov, je znal, čigav je, komu pripada, što je njegov narod. In kasneje te vidimo, da je poslušal glas Boga, kljub temi, da je dvomil v svoje sposobnosti, ampak znamo, kaj se je zgodilo. Abraham, Sara, obečeni so dobro, kot je imela potomce v svoji starosti. Čula ste glas, Sara se s toga malo smidžala. Biološko gledano nemogoče. Ampak zavipala sta Gospodi in se je zgodilo. Leko bi preleteli te dole vse. Janez Krstnik, zdaj smo v tom predbožičnem času. On je bil kot tisti glas pijočega v puščavi, čemu da je v znanju pripravil pot Mesiji, ki je prišel. Poslušali glas, ljudje so tudi njimi verovali, kajti znamo, da so se krstili. Sam Jezus, kljub temu, da je bil Božji sin, znamo, kolikokrat je šel v molitvi pred očeta svojega, se je z njim pogučaval. Jaz verim, da kot človek tudi pitu za nasvete v molitvi. Znamo, da je šel skozi borbe. Kasneje učenci, čini glas so poslušali, komu so zavipali. Nekatere učenci ga zamislim, kada bo to vključen nas tudi noter. Tisti prvi so imeli Jezusa v fizični obliki pred seboj, so ga lahko poslušali, kasneje, da je Jezus odišel, Sveti Duh in za vsa ta leta, tudi mi, ki smo zdaj tu, kome zavipamo, čigav glas poslušamo. In to me je pripeljalo do teme današnjega dneva, da malo pogledamo o zaupanje, kome zavipamo. Kome gnezden v teh časih, šterih smo, še sploh lahko zavipamo. Zdaj, gnezden je zavipanje in zaupanje tako na slabem glasi, kot še nikoli do zdaj. Vse je pod velikim vprašanjem. Pa idemo tako na splošno. Politika. A mi lepo zavipamo. Če pa čujemo vsake dnevno, skoraj, pa ne zdaj važno, če levi ali desni, kakšne so usmerjeni, da so med vsi, ko je izgučali, na črno, ko je kupčevali za svoje dobro, pa ne samo pri nas v Sloveniji. To se dogaja širom po svete. Lahko zavipamo zdravstvo gnezden.
stroki, kako pravimo. Tu so mnenja deljena, tako kot še nikoli do zdaj ne. Se cepite, se ne cepite. Tako je mnenje deljeno, kot še nikoli doslej. In vsak izmed nas je notri v tom zbeganju in se samo mora odločiti, ko da ste napravili. Jaz vse to pravi. Ali se cepiš, ali ne cepiš, tvoja odgovornost in ti nosiš posledice tega. In v odgovornosti tudi do drugih. Zaupati šolstve. Pa neprestano se menjajo nični programi. Glih smo se za Suzo pogučavali, ker imamo za prvošolčka, in ti vči v prvo razrede. Pravi, pa to so še deca. 6 let, to so bi še špilale. V začetku je bilo mišljeno, kar je 6 let došli, ker se uvajali v šolstvo. Pa kje pa? Včijo se šteti, pa pisati, pa računati. Včasih, spomnite se nazaj, po mojih letih, tudi mi dva žena sva probala, ko se ne dolo, so starše in stari starše vzgajali malo deco do šolske starosti. Mi ne zdaj, ko napravimo, dete je staro 1 leto in ga damo v jaslice, prepustimo ga določenemu sistemi, ki ga oblikuje. Ko mi zavipamo, ali zavipamo tome, ko se je vratalo, ko je to mi dobro, ali znamo, kako se to dogaja, imamo tudi za razgojiteljice, ne še kritizirati, ampak rado bi tako še povedati. Kljub vseme teme, ko mi zavipamo, na vse zadnje dni, kakšno nezavipanje je bilo do vseh učiteljev, da je prišlo do tega, da se mora deca obvezno nositi maske in protestiranje. Štrajke z motorkami pred šolo, nišče se je pa ne pitu, kakšen vzgled je te oče tiste meditete, ki je tam v šoli notri bilo. Kakšno nezavipanje? Zavipate cerkve? Pa zakoj? Pa vsaki lepo vrle koščej, vsaki lepo dela koščej. In globalno gledam tudi, ne mislim na našo cerkev samo tu, Muskove, Binkušno ali samo Binkušno se tam umrili, ampak na splošno cerkve, ko se dogaja? Koliko zlorab, koliko telesne, duševne in celo duhovne zlorabe se je zgodilo, koliko spolnega in telesnega nasilja, nauke cerkvene, ki so neskladni z življenjem, za tem, ko potem se dela, neskladni za Božjo besedo, ko pastor to kaže. In da je ne zaščita tako osebno. Zavipanje. Mož, žena. Ali zavipaš en drugome? Ščistok? Starše, zavipajte svoje lice. Znate, ko se dogaja, da ste neizraven? Ali pa obratno teca? Zaupajte svojim staršem. Zaupanje je na zelo mehkih tleh. Ko je včeraj, da sem šel doj živini na breg, da je blato bilo. Zelo spolska tla so. To moramo poziti na vsaki svoj korak. Zaupanje je v krizi. In znate, je pa področje, kjer ima zaupanje en trden temelj. In to mi se pravi prijateljstvo. Znate, če te štiri Božjo besedo, se na mnogih mestih prijateljstvo postavlja nad brata ali sestro. Štite malo. Mlade, ali pa tudi ostali, ki googlate, malo googlajte besedo prijatelj v Svetom pismu, v iskalniki noter. In da podlogo Svetega pisma bi se ga rad, da si pogledamo na kratko eno zgodbo o prijateljstve. Ajde, što zna, to je vprašanje z verovka. 2 dobrega prijatelja Svetega pisma. Točno to. Davida in Jonatana. Te primeri je opisane v Bibliji kot iz pravljice. Zakaj? Eden mali pastirček
postane prijatelj princa. Veliko bil naslov. Dejansko, David je bil en pastir, šter je bil od svojega oče. Skoraj zavržene, štete za manj vrednega, niti ga ne iščil pripeljati na blagoslovitev. In z druge strani je eden kraljev sin, Jonatan. In David je grato ali postano za Jonatana opazen zaradi svojega poguma. Kajti boril se je za Golitijatom in kasneje ga premagal, to zgodbo poznamo. In David je zavipal Bogu, da je stopil kot dečko pred Golijata, da je znal Bog, če si ti bil na moji strani in sem ga kot tebi zavipal, da se spoprijel z levom pa z medvedom, to zgodbo poznamo vse dobro, te slomka boš čili zdaj, ker ne dovoliš, da bi se nikak norčeval iz tvojega ljudstva. In to se je začelo njeno prijateljstvo. Sprva je to prijateljstvo bilo zelo enostransko, ker ti majhen pastirček ne je imel dosta kaj doti ali prispevati k tomu prijateljstvu. Medtem, da je kraljevi sin obdaril Davida najprej z materialnimi dobrinami, da on ima svoj meč, svoj oklep, svoj plašč in tudi on to kaže, da pravo prijateljstvo ali zavipanje eden drugega ne temelji na tem, da bi oba mogla v to prispevati enak delež, ampak da vsak prispeva v ta odnos toliko leko. In ta dva sta skupaj preživela dosta časa in to je gradilo njuno prijateljstvo. To je gradilo njuno zavipanje. In z leti sta postala celo del iste družine, ker je David se poročil za Jonatanovo sestro, znamo te zgodbe, in prijateljstvo, znate, raste počasi. V prijateljstvo moramo investirati čas, najti si skupne interese. Naše vsakodnevje je dostakrat zaznamovano z prijateljem, šterega imamo. Jonatan je poleg dobrin, šterih jih je dal Davidi, bil pripravljen za Davida dati celo svoje življenje. Kajti, da je on ugotovil, ko še njegov oče, Davidi napraviti, njim je to sporočil in zato v tistih časih se je ne pitalo, što si ti, če si moj sin ali moj sovražnik, izdaja, je bila smrtna obsodba, če so ti bolj prišli. Toda zavipanje v prijateljstvo je imelo tu prednost pred porušeno družinsko strukturo. Zavipanje v prijateljstvo je bilo večje kot tveganje za nastanek družinskih težav. Mislim, da to zgodbo poznamo. In nadaljuje se s tem, da je David mogel begniti in se skriti v gorah in tu je Jonatan znal, ko se še zgodite, ko se zgodilo, če ga kralj najde. In Jonatan je šel njim rešiti življenje. In preko prej dogovorjenih znakov ali signalov, in zato je to ena značilnost prijateljstva. Dostakrat komuniciramo s prijatelji, to, ko nikaj ne treba povedati. To nekakoga, šterega dobro poznaš, pogledaš v oči, znaš nekaj naopak, ali pa je nekaj dobro, ali pa jim pripošlješ signal, tako za ti to prešteliti odlomek in zna, ko treba napraviti. In David, ko skrajšan, se je skril v gorah, ker če bi šel k kralje, bi ga čakala smrt. In njima z Jonatanom so se zgučala, glej, jaz smo videli, ko gde, če je kralj imel dobro mnenje o tebi in te ne grozila smrt, ti gre to sporočim in napravim te pa te znak. Če ti pa grozila smrt, pa napravim drugi znak, nekaj drugega te pošle v vednost, da bo znal, da moraš bežati in se skriti. In v 2. Samuelu od 20. poglavju, od 35. vrstice naprej, štejmo to zgodbo,
A 1. Samuela, bo napisano, da je bilo, ja. 1. Samuela 25:30 in da piše, drugo jutro je šel Jonatan na polje, da bi se srečal z Davidom. In majhen deček je bil z njim. Rekel je svojemu dečku, teci, poišči puščice, ki jih izstrelim. To je bilo pred tvojim dogovorjeno. Medtem, ko je deček tekel, je on izstrelil puščice, da ga je preletela. Ko je deček prišel do kraja, kjer je bila puščica, ki jo je Jonatan izstrelil, je Jonatan zaklical za dečkom. Rekel je, ali ni puščica stran od tebe? Jonatan je še zaklical za dečkom. Pohiti, podvizaj se, ne stoj. Te besede je tudi David čul. Jonatanov deček je pobral puščico in prišel po svojemu gospodu. Ko se koliko bolj ti dečko mislite? Ko za tega čital za mjo, ko nema smisla, ne? Deček ni vedel. Jonatan in David pa sta vedela za stvar. To sem prelepravo komunikacija brez besed, z kodami. To smo se včasih v vojski, da sem bil v komunikaciji, učili gunčati za geslami. In tu vidimo, kakšno popolno zavipanje sta imela eden do drugega. In potem je Jonatan, štejmo dole v 40 vrstice, šel, Jonatan je dal svoje orožje dečku, ki je bil z njim in mu rekel, pojdi, nesi ga v mesto. Ko je deček odšel, se je David vzdignil iza kamna ezla, padel z obrazom na zemljo in se 3-krat priklonil. Komu je ta vrstica to zdaj prekinil, komu to povej? Vidimo, bila sta prijatelja. Dnes imamo besedo prijatelj tak, posplošeno. Tej oblika se poznamo, pa doktor že pravimo, to je prijatelj, pa na Facebooku imamo dosta prijateljev, ne? Ampak tu vidimo prijatelja, ki sta dosta časa skupaj preživela. Ampak pogledajte, kakšno spoštovanje je David imel zaradi dejanja, šterega je Jonatan napravil pred njim. On je prišel iza kamna ezla, padel z obrazom na zemljo in se 3-krat priklonil. Što je to už napravil pred svojim prijateljem? Potem sta drug drugega poljubila in drug nad drugim jokala. David posebno močno. Zakaj je se džavhala? Znala sta, da je to zdaj za dugico dolgo, da se več ne ta videla. To je eden vzrok. In jaz vidim, da ti piše David posebno močno, zato ker je znal, kakšne nevernosti je zdaj njegov prijatelj Jonatan, če se izve, ko je on zdaj napravil. Jonatan je rekel Davidu, pojdi v miru, kakor sva si prisegla v Gospodovem imenu. Gospod naj bo med menoj in teboj in med mojim zarodom in tvojim zarodom na veke. In 21, da smo štemo dole, potem je vstal in šel, Jonatan pa je odšel v mesto. David in Jonatan. Ta zgodbo mora se prešiti, te dogajanja tu. In te videli globino tega prijateljstva. To popolno zavipanje eden drugega. Njima sta se mogla zdaj naučiti. In prijatelja zapestiti za duši čas gnezdi je dal tak. Imamo telefone, WhatsApp, video chat, se lahko malo vidimo, se lahko pomočimo, tudi če smo daleč narazen, lahko te kontakti obstajajo. To se da v tistem čas, ali pa avto pa cuk, pa hitro letimo, 1, 2, 3 ure, kopati tako se parate, da obiščemo tiste ljudi, ki smo že dolgo ne obiskali. V tistem času je bilo to drugače. Šel je in Jonatan in David sta bila za en, za drugo, da drugo ni več ne znala, če je en pri življenju ali drugi pri življenju. Njune poti so se ločile, ampak med njimi je bila zaveza, ki je nad vsem tem. In tudi, če se njihova dva ločila, se njuno prijateljstvo ne prekinilo.
Kajti prijateljstvo vztraja ali ostaja mogoče za na drugi način. In to, ko je delo to prijateljstvo tako trdno, oziroma to zavipanje tako trdno, je zavipanje v Gospoda in vera v Boga. Niva dva sta se svojo za obljubo o prijateljstvu napravila za prisego pred Gospodom. Niva sta eden drugome obljubila zvestobo. Lepo to zelo, da malo parafraziramo, malo drugače povem. Da mi pred Gospodom si obljubljamo zvestobo, zavezo, kot da bi se poročila. Dobesedno, njuno prijateljstvo je bilo tako trdno, da ga je nič ne moglo ali ne smelo ločiti. Kljub njivane fizične razdalje, oddaljenosti. Iz prijateljstva med Jonatom in Davidom se lahko navčimo nekaj. Kajti, da vera oblikuje prijateljstvo, obstaja prijateljska vest, štero smo sklenili pred Bogom. Ta vest enostavno ostaja. Prepričan sem, kaj je to pomembno. Oba sta prisegla pred Bogom. In te odnos do Boga je bil njim obema tako pomemben, da je njuno prijateljstvo bilo lahko tako zaupljivo, se lahko to pravi, da se ena drugim zavipala. Oba sta nekaj presegla in to je bilo za njima dva kot temelj, kot amen bi pravili. In zaradi tega sta lahko bila prepričana, da tudi če da narazen, sta spovezaneva skupaj. Niva sta lahko v Gospodu, tudi da sta bila skupaj zavipala, da bi Gospod oblikoval eden in drugega. Sami znamo, da smo se oženili, tisti, ki smo, kad smo si dali prisego, zdaj to pa malo povežujem z Davidom pa Jonatanom, ne me za narožmeti, kad bi šel prvo vetu zagovarjal homoseksualnost. Ne, njima sta bila prijatelja. Ampak še smo to povezavo napraviti. Ali je seska v začetku, da smo se oženili, se šlo tako jasno, smo se šel si rožmeti druga. Malo se treba skresati, ne? Oblikovati, eden drugome se prilagoditi. Za prijateljstvo, štero temelji v veri in zavipanju v Boga, je značilno tudi prijateljstvo odpuščenja. Zato sem zato nadaljeval, ker se mi prijetela Veslavica. Pravilno je. Ker nam je Bog že vnaprej odpustil, lahko tudi mi odpuščamo. Nobody is perfect. Večko angliške. Nobeden, se vse zmene spogledal, kakšno angliško povem fraze doma. Nobeden izmed nas je neperfekten. Ampak to, ko nas dela popolne, je naš Gospod. Ker te On nas gleda kot svoje stvarstvo. On nas je napravil takšne, kako smo. In tistega prijatelja ali partnera, ki te je dal na stran, in ti ga je dal zato, ker je tvoje tiste robe, narodoj po obru, oblikoval. Tudi da se soočamo z različnimi mišljenji, ali pa celo z prepirom, vidim, da se malo cukate zdaj. Leko vse eno, eden drugim zavivamo, ker znamo, da obstaja nekdo, ki je nad vsem tem. Da obstaja nekdo, ki ima nadzor, ki ima načrt, ki je znal, zakaj je on pripeljal Davida pa Jonatana skupaj. Zakaj je Jonatana dal kot kraljevega sina Davide ob stran, da bi ga zaščitil, ker je David bil Božji nazilnic, kot budovči kralj. In če Jonatana to ne je bilo, bi verjetno što drugi bilo, ali pa zato povem čisto človeško gledano, bi verjetno Jonatan spodno pod Saulom, ker je Saul imel kot kralj velike možnosti, da bi ga zgrobil. Ampak Jonatan je bil to ta dane. In to tudi mi, da imamo prijatelje, šterim zavipamo. Tudi če pride do različnih mnenj, ne samo ščal se nazaj skritizirati, ampak malo razmislimo, zakaj je bilo to povedano.
Ko prijatelji smo skupaj na istoj poti, leko skupaj iščemo Božji načrt, iščemo ga leko skupaj v prošnjaj, iščemo ga leko skupaj v molitvaj in ne bo naša pot še tako težka. Dva vedno lažje zmorete kot eden sam. Zato leko prihajamo pred Gospoda v molitvaj, leko prosimo eden za drugega, leko prosimo skupaj, leko se združimo v molitve in leko tudi prosimo, da se Božje obljube izpolnijo nad našimi življenji, obljube, ki nam jih je dal On. Ampak kako znamo, realno se dostakrat tudi zgodi tako, da nas, naši prijatelji, dostakrat tudi razočarajo. Ne moremo se govoriti zdaj enega takšnega namišljenja, svet, da je vse seskal tako, kako bi moglo biti, ampak ne, prijatelji nas dostakrat tudi razočarajo. Peter je razočaral Jezusa, mnogi od Božjih služabnikov so razočarali, Davida tukaj omenjamo, znamo, ko je vse naštelo kasneje, že kot kralj. Ampak tudi če se zgodi to, da se prijatelji razočarajo in se izgubi to zavipanje eden do drugega in se prijateljstvo lahko celo prekine. Neko prije to daleč, bomo se realni. Kako pomembno pa je takrat znati, da obstaja nekdo, plezno že pravi, ki je nad vsem tem. In da moje prijateljstvo mene ne odrešuje in mene ne prinaša le moje prijateljstvo srečo, ampak da mora biti moja vera in zavipanje v mojega vsemogočega Boga tako močna in trdna, da ide tudi skozi takšne situacije. Ne obupate. Janez 15:13 pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Draga cerkev, na samem začetku predke sem pravil, da moramo v prijateljstvu investirati čas. In ko pomembno je, koliko tega časa investiramo. Jezus nas imenuje svoje prijatelje. On je za nas napravil vse. Koliko časa smo mi pripravljeni investirati v to prijateljstvo. On je vse napravil za nas. To je vse. On je zavipal. To je celo naše življenje. Koliko smo mi pripravljeni investirati v to? Ali zavipamo mi našove Boge? Mi zavipamo. On je zavipal življenje. On je dal življenje, šterega imamo. On je zavipal kraj, kjer živimo. Naravo, svoje stvarstvo. To on je vse dal. In dragi moji, koliko smo mi pripravljeni investirati v to prijateljstvo. Da nam Gospod pomaga, da bomo napravili eno zdravo samoanalizo. Gospod je tisti, ki nam daje rast na naših poljih, ki nam daje rast na naših vrtovih. On je tisti, ki za nas skrbi. On je tisti, ki nam daje tej mir, v šterem živimo. Zdravje, v šterega leko imamo. Ali leko zavipamo Gospode, da ima on vse to pod svojim nadzorom. Še več, leko zavipamo Gospodu, da ima on pod nadzorom, ne samo za naše življenje tu, ampak da ima pod nadzorom vso našo večnost. Mi smo kot ljudje ustvarjeni za večnost. In ne vem, če se zavedate, ampak vsi mi bomo živeli večno. Čisto vsak izmed nas. To nas Biblija uči in to je dejstvo. Vprašanje je, na kakšen način, pa to je bila tema za drugo pridigo. Ali zavipamo Gospode?
našimi prijatelji, da ima to vse pod nadzorom. Draga cerkev, jaz nas vse pozivam, da resno gradimo to zaupanje do našega Gospoda. Da investiramo svoj čas, svojo moč, svoje talente, to, ko smo, za izgradnjo tega prijateljstva. Res sem vas pozval, da preštejte to zgodbo o Davidi in Jonatanu kot vzor. Znate, to, da nas Bog ljubi, je dejstvo. Da je naš prijatelj, je dejstvo. Naš pa je odgovor na vse to. Ko mu gas stej napravo. In od tega je odvisen moj odnos, moje zaupanje do našega Gospoda. Od tega je odvisna moja večnost. Amen.